samozavestni je to. Sem rekel, moj odgovor je ne, ker če misliš takrat samo, da si se nehal učiti in da že vse znaš, nehaš biti učljiv, nehaš biti coachable, to pomeni, da veš, da se ne moreš več od nobenega nekaj naučiti in začneš stagnirati in se več ne rasteš in ne razvijaš, potem lahko si pametno pa misliš, da imaš dovolj znanja, dovolj samozavesti in da ne rabiš nič. In to je eden izmed predpogojev, da bi lahko človek bil uspešen. Zapišite si. Po večletnih raziskavah je Carol Dweck na univerzi Stanford preučevala ogromno liderjev, študentov, učencev, svetovnih vodij, od Jacka Welcha do General Motorsa do ne vem katerih liderjev in ugotovila, da obstajata dve skupini ljudi, generalno gledano, kar se tiče načina razmišljanja. Okay? Se pravi, oni reče mindset, da sem nekako se to prevede v slovenščino, ampak bolj blizu kot načina razmišljanja ne znam to dati. Okay? Se pravi, dva tipa ljudi, glede na načine razmišljanja oziroma glede na mindset, ki ga imajo. In to si zapomnite, da vaš uspeh v življenju, ali pa če boste začeli z biznisom, ne bo toliko odločalo, koliko vi znate. Bolj bo odločalo tem, kakšno naravnanost imate. Ko boste zaposlovali ljudi, je prva stvar, za katero morate gledati, kakšno naravnanost ima ta, ki ga sprejemate. A je učljiv, a je odprt, a upa priznati, da ne zna vsega, ali pa se dela pametnega, ali misli, da vse zna, ne upa priznati, da nekaj ne zna, ne upa priznati, da se je zmotil, ne upa se priznati, da rabi novo znanje, ker kakšne mindsete poznamo načine razmišljanja? Eno je, da poznaš ljudi, ki imajo fiksni način razmišljanja, fixed mindset, pravi Carol Dweck, in pa growth mindset, se pravi mindset, način razmišljanja za rast. Razlika je bistvena. Eno je, da če imaš fixed mindset, pomeni, da misliš, da je tvoj IQ zacementiran in da se ne moraš razvijati. Če si lider, misliš, da se ne splača vlagati ljudi, ker tu so njihovi limiti pa sposobnosti in da itak jim ne bo pomagal. Ja? Če imaš fiksni mindset, se tudi ne upaš naučiti novih stvari, ker se bojiš priznati nekaj, da ne znaš. Če pa imaš mindset za rast, pa si odprt, poveš, da vsega ne znaš, veš, da se lahko človek razvija, veš, da lahko rasteš in veš, da lahko ljudje raste in vlagaš v njih. In dokazano je bilo, da so firme velike, generalno propadale zaradi vodij, ki so imeli fiksni mindset. So mislili, da se njihovi ljudje več ne more razvijati, pa niso nič vlagali v njih.